Življenje išče pot. Dober dan in lepo pozdravljeni. Ta teden se v naši rubriki pridružujemo mladim, predvsem devetošolcem, ki se bodo to pomlad morali odločiti, v katero šolo se želijo vpisati in kje bodo našli svoje mesto. V ta namen v Zavodu svetega Stanislava 31. januarja v soboto pripravljajo dan odprtih vrat, in sicer v klasični gimnaziji in v njihovem dijaškem domu. V naslednjih minutah boste slišali profesorja slovenščine Davida Puca o tem, kako po skoraj 2 desetletjih poučevanja vidi današnjega mladega človeka. Kako jih vi vidite danes? Kaj vam daje upanje za prihodnost naše države, njihovo prihodnost? Ker včasih nekateri kar precej, bi rekli, jamrajo, nad mladino, kakšni da so. Dejstvo je, da živimo danes pravzaprav v nekem takem zmedenem, kaotičnem času, da pravzaprav mladi, saj vemo pravzaprav to vsi, da se veliko časa zadržujejo, mogoče skriti za pametnimi telefoni, za sodobno tehnologijo, da je njihovo druženje pravzaprav dostikrat omejeno na družabna omrežja in na te sodobne načine druženja, in da pravzaprav to tudi nekako oblikuje njihove poglede, njihova mnenja, odnos do sveta, odnos do sočloveka. Tukaj bi težko rekel, da naši dijaki prihajajo iz nekih popolnoma drugačnih okolij. Dejstvo je, da pač so del te sodobne družbe in sodobnih mladih. Kot učitelj lahko rečem, da se to pozna, da v razredu je opaziti, zdaj učim recimo jaz osebno 18. leto že na škofijski klasični gimnaziji in mogoče lahko primerjam nekoliko te različne čase. Dijaki imajo v splošnem mogoče malo manj pozornosti, malo bolj so nemirni, morda tudi negotovi, tudi mogoče težje razumejo svet okrog sebe, se težje vam poglabljajo, vendar pa bi obrnil vse skupaj in bi lahko rekel, da opažam pri dijakih tudi neko drugo plat, da so morda ravno zaradi tega, ker živijo v takem kritičnem času, tudi veliko bolj občutljivi, tudi veliko bolj željni ali pa celo potrebni na nek način nas učiteljev kot sogovornikov, kot nekoga, ki jim bo morda ob domu, ob primarni družini dal tisto neko zavetje, tisti pogovor recimo, ali pa odprl z njimi teme, o katerih doma mogoče tudi zaradi pomanjkanja časa, ker smo vsi zaposleni kot starši in tako naprej, tudi tem času relativizma, nekega splošnega, kako bi rekel, občutka, da ima vsak lahko prav, da lahko vsak razmišlja po svoje, ne glede na to, kaj drugi mislijo, da nekako ta občutek vidimo tudi pri mladih in mladi, bi rekel, jaz kar kličejo, potem, da bi tu imeli neko pomoč, neko podporo. In sam vidim poslanstvo učitelja ravno v tem, morda še celo bolj kot tisto osnovno znanje po učnem načrtu, to, da smo mladim v oporo in da z njimi nekako preživimo ta turbulentna srednješolska leta. Torej bi rekel tako, današnjo mladino zanimajo odnosi, iščejo smisel, zavedajo se, da ta družba smisla, nekega globljega smisla ne ponuja, zato so včasih mladi danes bolj zbegani, kot so bili nekoč. In tu je priložnost, se mi zdi, za šolo, tudi za poklic učitelja, ki še bolj kot nekoč postaja poslanstvo, bolj kot prinašalec znanja, izobrazbe, se mi zdi, da tu zdaj že postajamo nekakšni, torej da dobivamo neke nove naloge, ki so še veliko globlje od samega znanja. In tudi kot učitelj slovenščine, če lahko za konec povem, mogoče mladi danes potrebujejo malo več časa za poglobljeno debato ob literarnih vprašanjih, izzivih, kot kdaj prej, mogoče je to res, ampak ko se dijakom približaš, ko nekako dopustiš, da so tudi zelo iskreni, zelo radi govorijo o stiskah svojih, o svojih perečih temah. Tukaj je to veliko bolj nazorno in odkrito kot pred leti, da ko vidijo, da imajo v tebi zaupnika, nastanejo lahko iz teh ur slovenščine
pravi sveti trenutki, bi lahko rekel, in mislim, da je to tisto, kar me tudi kot učitelja danes v 21. stoletju, ob vsem, kar imamo ob sebi in v svetu, nagovarja in spodbuja, da svoje delo, svoje poslanstvo, kot rečeno, peljem naprej. Tako. In če mislite, menite, se vam zdi, da bi na tej naši šoli, Škofijski klasični gimnaziji, preživeli nadaljnja 4 leta šolanja, res vabljeni na dan odprtih vrat. Začelo se bo pa vse skupaj, mislim, da tega še nisva povedala, ob 9. uri, torej ob 9, potem sledijo 4 ure pouka, vodeni ogledi po gimnaziji, vodeni ogledi po dijaškem domu, kratka zaključna prireditev in nekako ob 1 bi se vse skupaj zaključilo. Tako da vabljeni in se vidimo v soboto 31. Hvala, gospod profesor David Puc. Mislim, da ste povedali res lepe stvari, polne upanja, vendarle, ne? Tudi za naše družine, za dijake, za dedke in babice. Skratka, molimo za naše mlade, da bodo lahko ta kar zelo, zelo pomembna leta preživeli dobro, se izoblikovali v zdrave osebnosti. Hvala vam in vse dobro pri poučevanju. Hvala tudi vam za povabilo. Pogovor s profesorjem slovenščine Davidom Pucom sem pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidenje. Življenje išče pot.